Cene pogrebnih in pokopaliških storitev je težko primerjati. Vsako javno komunalno podjetje oziroma občinski pogrebni zavod ali podjetje nudi drugačno število ali tudi različne oblike storitev. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti opredeljuje osnovni pogreb, katerega obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, to je položitev pokojnika v grob, vključuje pa tudi minimalno pogrebno opremo, to je krsta z vložkom, nagrobno znamenje, kot je križ ali piramida, in stane od 1200 do 1500 evrov. Osnovni pokop, tisto, kar potrebujemo za izvedbo pokopa, je nekje 1200 evrov, ostalo pa so vse dodatne storitve, ki niso potrebne. Če pa imajo željo, potem pač te, kar sem vam rekla, osmrtnice, povečave, cvetje, ne? Brez tega se da pokop tudi narediti. Koliko vidimo na splošno, bi rekla, en taki minimalni pogreb dostojen, da tako rečemo tudi, da se tudi javnost obvesti, pa da še kakšne rože so zraven ali kaj takega, znaša tam nekje 1200, pa tja do 1500, 1600. V ceni osnovnega pogreba ponavadi niso všteti stroški prevozov pokojnika in upepelitve v primeru pogreba z žaro oziroma z raztrosom pepela. Osnovni pogreb pa mnogi enačijo s socialnim pokopom. Socialni pokop je pa tisti, kadar pokojniki nimajo svojcev ali so ti svojci finančni stiski in je takrat prevzame ta delež tudi lokalna skupnost, torej občina, kjer je imel pokojni zadnje stalno prebivališče. Vse ostalo, kar je povezano s celotnim pogrebom, torej z dodatnimi stroški izvajalcev, je prepuščeno naročnikom, njihovim željam in finančnim zmožnostim. Največ socialnih pokopov v območju Maribora izvede pogrebno podjetje Maribor. Pogrebno podjetje Maribor je seveda tisto, ki upravi največ socialnih pokopov in v bistvu, ki jih izvajamo v mestni občini in jih izvajamo tudi na način, da pravzaprav tudi ljudem, ki so v bistvu brezdomci, ki pač so v težki socialni situaciji, omogočimo in na nek način brezplačno uredimo večji del aktivnosti pri sami izvedbi pogreba. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti beležijo v letu 2017 manjše število upravičencev prejemnikov pogrebnin kot v letu poprej. Kljub temu je bilo izplačanih nekaj manj kot 3 360 000 evrov. Število upravičencev prejemnikov posmrtnin se je sicer od leta 2014 do 2016 povečalo za 1644 oseb, v lanskem letu pa zmanjšalo za 562 oseb. V lanskem letu je bilo izplačenih za približno 1 140 000 evrov. Dohodek vlagatelja ali skupni dohodek družinskih članov ne sme presegati 617 evrov za samsko osebo ali 925 evrov za družino. Vsako vlogo posebej obravnava Center za socialno delo in ukolikor prosilec presega določen cenzus, se vloga zavrne. Zaradi pogosto nejasnih cenovnih postavk pogrebnih služb se tako lahko cene zelo razlikujejo in zato je dobro, da raziščete ponudbe, zahtevate jasne predračune ter preverite nujne storitve posameznih pogrebnih podjetij.